Pozdravljeni, sem Samo Trtnik in spremljate prvo epizodo podcasta Centralni pogled. V podcastu bomo odpirali vprašanja s področji, ki sodijo v okvir našega mandata. Naj bo to denarna politika, finančna stabilnost, nadzor bančnega sistema, gotovina, plačilni sistemi ter druge pomembne teme. Prvo epizodo pa začenjamo tam, kjer se odgovornost in vizija srečata, pri guvernerju Banke Slovenije. Z dr. Primožem Dolencem se bomo pogovarjali o najbolj aktualnih temah. Če vas zanima, kakšen je njegov razmislek v ozadju sprejetih odločitev, katere dileme jih spremljajo in kako jih občutimo mi v praksi, ostanite z nami. Poslušate Centralni pogled, podcast Banke Slovenije. Gospod guverner, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Začniva na začetku, pri 1. marcu. Takrat ste prevzeli funkcijo, vmes ste jo sicer večkrat tudi vodili, Banko Slovenije kot namestnik guvernerja, ampak 1. marca pa prevzeli s polnim mandatom. Jaz si to predstavljam, da je to nek občutek, recimo mešanca občutkov olajšanja, ker je pač za nami neko prehodno obdobje, oziroma bilo za vami, ampak hkrati pa tudi odgovornosti. Ampak dobro, jaz nimam 10 let izkušenj na nekih visokih funkcijah, pa me zanima, kakšen je bil pa vaš občutek? Nedvomno najprej občutek olajšanja, sigurno. Ne toliko zaradi mene osebno, ampak zaradi inštitucije. Banka Slovenije sicer formalno lahko deluje tudi brez guvernerja, je delovala že večkrat, vsebinsko pa to ni najboljše in z tega stališča sem bil izjemno vesel, da se je to obdobje brez guvernerja zaključilo. Tudi zaradi tega, ker se je s tem nekako zaključilo obdobje, ko so prihajala ves čas vprašanja, zakaj nimamo guvernerja, kdo bo guverner, zakaj se postopki tako dolgo vlečejo. Ta vprašanja so prihajala od doma v tujini in tako naprej. Drugi pomemben občutek ali pa naslednji trenutek pa sem začutil veliko odgovornost do inštitucije, do države, hkrati pa tudi zavedanje, da nekako jaz osebno kot guverner in tudi kot inštitucija služimo ljudem, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celotni Evropi oziroma v evrskem območju. V evrskem območju je skoraj 400 milijonov ljudi, torej gre za pomembno inštitucijo, oziroma del inštitucije, ki deluje v okviru Evropske centralne banke. Ne nazadnje pa mi je izjemno pomembno tudi služiti ljudem, torej tudi zaposlenim v Banki Slovenije. A je to tisto, kar vas v bistvu najbolj motivira pri tem delu, se pravi v ves čas teh funkcij delovanja znotraj Banke Slovenije, ali kaj drugega? Jaz Banko Slovenije spremljam že zelo dolgo časa. Že v času, ko se je Slovenija osamosvajala, je bila Banka Slovenije, po mojem mnenju, v očeh ljudi, pa tudi mene osebno, ena od najbolj zaupanja vrednih, uglednih inštitucij. Tudi v času študija na ekonomski fakulteti, kjer sem študiral bančništvo, je naš ozek krog študentov vedno nekako pogledoval proti Banki Slovenije. Poslušali smo guvernerja, poslušali smo takratnega člana Sveta Banke Slovenije, ki je bil naš profesor Ribnikar, po katerem se imenuje tudi naše nagrade. In ves čas smo požirali znanje, ki ga je Banka Slovenije izkazovala, sporočala javnosti, nam ga ne nazadnje tudi sporočala preko raznih predavanj in podobno. Hkrati smo, kot sem rekel, gledali na inštitucijo kot inštitucijo visoko strokovnih ljudi, inštitucijo, ki ima ugled, ki ima integriteto, spoštuje etične norme, etična pravila. In ko sem v Banko Slovenije prišel sam osebno 10 let nazaj, ravno te dni se to obdobje oziroma bo obletnica, sem lahko iz prve roke videl, da to pravzaprav vse dejansko drži ali pa drži še več od tega. In voditi tako inštitucijo, takšne zaposlene je hkrati čast, je tudi privilegij, hkrati pa tudi velika odgovornost, kar sem že omenil. Jaz bi vas najraje vprašal, kaj bo prva stvar ali pa kaj je bila prva stvar, ki ste se lotili, ampak v bistvu moram reči, da tisti vikend, ko ste vi prevzeli funkcijo, je kar mednarodno dogajanje določilo dnevni red. Takrat isti vikend se je začelo tudi novo krizno žarišče, govorimo o vojni v Bližnjem vzhodu in nadaljujemo v bistvu kar tukaj. Greva medija res, tako kot se je začel vaš mandat,
Kako bo to novo žarišče vplivalo na evropsko pa slovensko gospodarstvo? Kaj kažejo analize? Zdaj, če smo že pri 1. marcu, običajno ima ljudje, ki prevzamejo neko funkcijo, možnost nekega obdobja, krajšega ali daljšega obdobja prilagajanja. Pri meni bo tako, ravno v začetku marca se je zgodilo vse, kar je bilo omenjeno in česar se bova danes še večkrat dotaknila. Vseeno pa lahko rečem, da sem imel neko daljše obdobje uvajanja, mojih 10 let v Banki Slovenije, je bilo vseeno tudi obdobje učenja in tako naprej. Ampak nazaj na vprašanje, novo žarišče je nedvomno nekaj, kar bo imelo vpliv za nas, za Evropo, praktično za ves svet. Kakšen vpliv bo dejansko imelo to novo žarišče, še ni povsem jasno. Tukaj je še precej veliko vprašanj, na katere nimamo odgovora. Predvsem je odvisno od tega, koliko časa bo konflikt trajal in kakšen bo ta učinek na energetske oziroma na cene energentov. To je ključnega pomena pri razmišljanju o tem, kakšne bodo posledice za svetovno gospodarstvo. Zdaj, na naši zadnji seji Sveta Evropske centralne banke, ki je bila ravno nekaj dni po začetku tega konflikta, smo imeli ponovno več vprašanj kot odgovorov. Nismo vedeli nič od tega, kar sem prej omenil, in to je nekako oteževalo našo odločitev. Zato smo izhajali iz dveh osnovnih predpostavk. Prvič, moramo vedeti čim več o situaciji, v kateri smo se znašli, in v okviru te situacije pogledati, kaj se nam lahko zgodi v prihodnje. Zato smo na podlagi zadnjih možnih podatkov naredili različne scenarije. Nekaj je bil osnovni scenarij, potem pa tudi dva alternativna scenarija, kompleksnejša scenarija, hujša scenarija, na podlagi katerih lahko nekako približno sklepamo, kako se bo svet odvijal v prihodnje, kako bo to vplivalo na Evropo, če se približamo enemu ali drugemu ali tretjemu scenariju. Dejansko pa se gibljamo od slabih do zelo slabih ali najslabših možnih izidov, tako pri inflaciji kot tudi pri gospodarski rasti. Nedvomno lahko predvidevamo višjo inflacijo, nekoliko nižjo gospodarsko rast. Kakšen konkreten bo učinek, bomo videli v prihodnjih tednih, v prihodnjih mesecih, ko bomo pridobivali vedno novejše podatke, ko bomo vedno bolj vedeli, kako se konflikt razvija in kakšne so posledice. V bistvu nas čaka spet bom rekel, neko obdobje negotovosti, ne? Ker ta negotovost se mi zdi, da nas ves čas spremlja, ves čas govorimo o tem. Jaz bi rekel, da bi to lahko bila celo beseda desetletja, ne? Če pogledamo, kaj smo imeli. Pandemijo smo imeli, rusko agresijo na Ukrajino, v Sloveniji tudi poplave, ameriško administracijo pa tarife in tako zdaj tudi novo žarišče. In v vsem teh primerih gre večinoma za neke politične odločitve ali pa naravne, se pravi zunanje dejavnike. Kako lahko v bistvu centralne banke zagotavljamo stabilnost ob tako nestabilnih okoliščinah? Ja, to vse drži. Nekako po veliki finančni krizi, ki je bila v letih 2008 do 2013-2014, smo imeli samo neko krajše obdobje nekega miru, potem pa se je zgodilo vse to, kar je bilo omenjeno, od pandemije dalje. Zdaj lahko temu rečemo, da so bile to krize, lahko temu rečemo, da so bili izzivi. Jaz bi na primer ameriški zasuk v zunanji politiki imenoval bolj izziv kot kriza, pa vendarle. Učinki so močni, izkazujejo se na različnih področjih. Izkaže pa se tudi, da znamo nosilci ekonomskih politik za neko pravo kombinacijo učinkovanja, s pravo kombinacijo izbire inštrumentov, predvsem pa s pravo kombinacijo medsebojnega sodelovanja in pogovarjanja doseči to, za kar smo pravzaprav poklicani. Da vse te zunanje učinke, to ni nekaj, kar je prišlo do znotraj, da vse te učinke pripeljemo do te faze, da bodo dejanski učinki na življenje ljudi čim manjši. In tega se v zadnjih letih vsi vedno bolj zavedamo in to je nek plus, o katerem lahko govorimo. Zdaj, če se dotaknem neposredno denarne politike, nedvomno je v takih obdobjih negotovosti težko voditi ekonomsko politiko, še posebej denarno politiko,
Ampak nihče ni rekel, da je naša služba enostavna. To ni. Imamo pa izjemen intelektualni potencial naših zaposlenih v okviru Evropske centralne banke in tudi po nacionalnih centralnih bankah. Imamo izjemne strokovnjake in to lahko izkoristimo. In mislim, da smo z našim delovanjem v zadnjem desetletju ali pa desetletju in pol dokazali, da smo zaupanja vredni, da izpolnjujemo naš mandat in da ni bojazni, da ne bi tega našega mandata izpolnili tudi v prihodnje. Najzadnje se lahko pohvalim, da je Evropska monetarna unija oziroma Evropska centralna banka ena izmed redkih centralnih bank po svetu, ki je uspelo zadnje obdobje visoke inflacije zaradi ukrajinsko-ruske agresije, pa še česa prej, znižati na naš inflacijski cilj brez posebnih učinkov na gospodarstvo. Pa ko vsem tem, vse te okoliščine, tudi to, kar omenjate, je moglo voditi tudi do tega, da so centralne banke začele razmišljati drugače. Ali smo spremenili način razmišljanja? Nedvomno se je način razmišljanja spremenil. Predvsem smo dodatno razvili naš inštrumentarij, s katerim lahko ukrepamo. Zdaj, če se premaknemo nazaj na čas študija 20-30 let nazaj, takrat smo se učili o centralni banki, ki ima v svojem naboru inštrumentov standardne inštrumente. Danes je ta nabor inštrumentarija, nabor potencialnih ukrepov bistveno večji. In vemo, da standardnih inštrumentov pravzaprav skoraj da ne uporabljamo več. Razvili smo tudi nova analitična orodja za zaznavo tveganj, za oceno gospodarske situacije. Trenutno nam je, na primer, zelo pogodu ali pa zelo nam pomaga naša lanskoletna ugotovitev na ravni sveta Evropske centralne banke, da bomo lažje in boljše predvidevali gospodarsko situacijo ob različnih nepredvidljivih okoliščinah, če bomo uporabljali scenarije. V nekem trenutku ne moreš predvideti nekega osnovnega scenarija, neke osnovne poti, po kateri se bo gospodarstvo gibalo, po kateri se bo gibala brezposelnost, gospodarska rast, inflacija in podobno. Lahko pa razmišljamo mimo tega, preko nekih scenarijev in potem se sproti prilagajamo. Naučili smo se tudi, da moramo na nove razmere gledati temeljito, da moramo gledati celovito, predvsem pa ne smemo misliti, da vemo vse in da smo najpametnejši na tem svetu. In kar sem že prej omenil, tukaj ima ta okvir delovanja, Evropski sistem centralnih bank, eno veliko prednost. Pri najpomembnejših odločitvah sodeluje širok nabor ljudi, najprej vsi člani sveta, ECB, torej Executive Board in tudi vsi guvernerji. In vse te naše temeljitve pa pomembno temeljijo na analizah naših visoko usposobljenih strokovnjakov. In to je velika prednost našega sistema. To drži popolnoma. Kaj pa gospodarstvo? Se je tudi gospodarstvo prilagodilo, je tudi začelo razmišljati drugače, je tudi tu že uračunano notri negotovost v njihovo poslovanje? Nedvomno se je gospodarstvo na različnih nivojih prilagodilo. Vsako posamezno podjetje, vsako gospodinjstvo, države, ne nazadnje Evropska unija kot celota, smo se prilagodili. Bom dal en primer. Ko se je začela ukrajinsko-ruska vojna, smo bili v Evropi močno odvisni od energentov, ki so prihajali iz Rusije. Danes ni več tako. Če so se prej podjetja zanašala na relativno dolge proizvodne verige ali pa dobavne verige, v zadnjih letih ni več tako, oziroma so se uspele prilagoditi. Te proizvodne verige so uspele precej racionalizirati. Prilagodili so na primer tudi upravljanje obratnega kapitala, tudi gospodinjstva so se prilagodila. Ne nazadnje so se tudi delovna mesta prilagodila. Če smo prej delali predvsem v službi fizično, danes delamo ali pa znamo delati tudi od doma, kar za sabo potegne manj prevozov, manj stroškov, tudi manj ogljičnega odtisa. Bolj se tudi zavedamo priložnosti in izzivov digitalnega poslovanja. To je nedvomno eden od pomembnih dejavnikov našega poslovanja v zadnjih letih.
V splošno pa lahko rečem, da je bilo obdobje zadnjih 5-10 let priložnost za dvig robustnosti, odpornosti gospodarstv in to se je tudi realiziralo. Zdaj, v Banki Slovenije dvakrat letno, to je junija in decembra, objavimo napovedi makroekonomske napovedi gibanj za prihodnje obdobje, tudi za več let. Zdaj decembrski ne upoštevajo teh aktualnih razmer, ampak ravno zato me zanima, kako takšno napovedovanje v bistvu poteka, če so pa okoliščine tako negotove. Ja, precej kompleksno. Cilj naših napovedi, tako na ravni Evropske centralne banke, kot tudi na Banki Slovenije, ostaja približno enak, ne glede na zunanje okoliščine. Napovedi, in to je treba poudariti in razumeti, so vedno odsev nekega trenutka, v katerem nastajajo. So najboljše možne predvidevanje gospodarstva ali pa slike gospodarstva v nekem trenutku ob določenih predpostavkah, s katerimi takrat razpolagamo. Sčasoma se te predpostavke, podatki spreminjajo in temu se je treba seveda ustrezno prilagajati in včasih je potem realnost, ali pa pogosto je potem realnost drugačna od naših napovedi. To ne pomeni, da smo se zmotili, samo razmere so se spremenile v vmesnem času. Vsekakor pa se analitična orodja pomembno ne spreminjajo, vsekakor se ne spreminjajo od napovedi do napovedi. Hkrati pa je vnaprej znano, tudi zaradi transparentnosti, kdaj bodo naše napovedi objavljene. Seveda pa je v negotovih okoliščinah, kot sem že povedal, napovedovanje kompleksnejše in tukaj moramo biti inovativni, prilagodljivi. Recimo za našo zadnjo sejo Sveta Evropske centralne banke smo imeli presek napovedi v začetku marca. Na ECB-ju se namreč napovedi delajo kvartalno, ne polletno kot pri nas. Ampak ker so bili učinki tako pomembni tega geopolitičnega konflikta, smo se pravzaprav zelo na hitro čez noč odločili, da bomo spremenili datum preseka, da bomo upoštevali zadnje možne podatke, da se bomo lahko v času Sveta Evropske centralne banke zanašali na zadnje možne analize. Nekako smo preskočili tisto bariero, da morajo biti vedno preseki isti, ker če se okoliščine tako spremenijo, je treba tudi spremeniti podatke, če je to le možno. Seveda pa nismo imeli na svetu ECB, ko smo se dobili v marcu, vseh razpoložljivih podatkov, zato nas to čaka za prihodnje tedne. Uporabiti pa moramo tudi vse razpoložljivo znanje, kot sem že prej omenil, vse razpoložljivo znanje tako članov sveta ECB, kot tudi vseh naših zaposlenih. Pogosto pa se moramo, žal tako je, odločati tudi na podlagi nepopolnih informacij ali pa podatkov. Tako da, če povzamem, uporabljamo različne tipe analiz, alternativnih analiz, sproti razvijamo inštrumentarij, sproti razvijamo naša orodja, tako da smo lahko čim bolj pripravljeni na vse izzive, ki smo jih priča. Ko ste ravno omenili to zadnjo denarno sejo, na kateri ste mimogrede prvič nastopili v funkciji guvernerja s polnimi pooblastili, pa me samo zanima, kako ste vi osebno videli to? Rekli ste, ok, nismo imeli vseh podatkov oziroma smo prilagodili, smo dobili podatke naknadno, pa me samo zanima, kako ste se vi osebno odločili, da obrestne mere ohranite nespremenjene? Kakšen je vaš razmislek bil pri tem? Ja, kot sem že omenil, v tistem času in še danes pravzaprav obstaja velika negotovost glede tega, kako se bo konflikt na Bližnjem vzhodu razvil in kakšne bodo njegove posledice. Predvsem gre za vprašanje trajanja in amplitude, oziroma niti ne amplitude, ampak učinkov tega konflikta na cene energentov v svetu in posledično na vse ostale dobrine, s katerimi svet razpolaga oziroma jih uporablja. Hkrati pa sem izhajal, ali pa smo vsi izhajali tudi iz dejstva, da smo danes v Evropi v bistveno drugačnem položaju, kot smo bili v času ene zelo podobne krize, torej takrat, ko je Rusija napadla Ukrajino. Danes smo dejansko v položaju, ko je inflacija blizu našega 2-odstotnega cilja, tudi inflacijska pričakovanja so v tem okviru. Gospodarska slika, torej realno gospodarstvo, je boljše,
bolj odporno, obstaja neka pozitivna gospodarska rast. Pomembno dejstvo je tudi to, da je danes fiskalna politika manj ekspanzivna, kot je bila takrat, ravno v času po pandemiji, in tudi monetarna politika je drugačna. Danes smo nekako za 2% obrestno mero na nevtralni poziciji, kar se tiče monetarne politike. Kar pomeni, da se z ukrepanjem ni tako mudilo in smo lahko počakali na naša prihodnja zasedanja. Tako da smo v teh okoliščinah, jaz osebno in tudi vsi skupaj smo presodili, da je najboljše, da sprejmemo odločitev, da ne spreminjamo usmeritve denarne politike, da bomo te odločitve lahko spreminjali še v bodoče, ko bomo imeli bistveno več podatkov o tem, kako se bodo stvari odvijale in kakšne bodo posledice. Tako da z tega stališča smo potem ohranili naše obrestne mere nespremenjene. Ko jaz s kolegom in znancem pojasnjujem odločitve sveta ECB, na koncu vedno dobim isto vprašanje, kaj to pomeni zame. Kako bomo to in prihodnje v bistvu odločitve ECB občutili mi v Sloveniji? Mandat Evropske centralne banke je prvenstveno zagotavljanje cenovne stabilnosti, kar pomeni ohranjanje inflacije pri relativno nizki višini. V Sloveniji in v Evropi velja 2% inflacijski cilj. Na srednji rok, torej ne pomeni od danes na jutri, ampak v nekem srednjeročnem obdobju, približno 3 let, recimo. Načeloma imamo 3 konkretne posledice odločitev centralne banke oziroma centralnih bank. Torej, naša odločitev vpliva na obrestne mere. Ko sprejemamo odločitve glede ključnih obrestnih mer, tako vplivamo na spremembe tako aktivnih obrestnih mer, torej obrestnih mer za posojila, kot tudi obrestnih mer za depozite. Ko obrestne mere padajo, se posojila pocenijo, s tem se nekako razbremenijo kreditojemalci pri odplačevanju posojil. Tudi nova posojila so cenejša in to nekako sprošča gospodarstvo. Po drugi strani sproščanje oziroma zniževanje obrestnih mer pomeni tudi nižje obrestne mere za tiste, ki imajo v bankah svoje vloge. Tako da velja to na obeh straneh. Velja pa tudi obratno. Ko se obrestne mere dvigujejo, to podraži posojila, to podraži novo zadolževanje, po drugi strani pa tudi deluje pozitivno na tiste, ki imajo vloge v bankah. Drug dejavnik, na katerega vplivajo naše odločitve, so cene oziroma inflacija. Naš mandat je zagotavljanje stabilnosti cen oziroma inflacije na srednji rok pri 2%, in kadar sprejemamo ukrepe za ohlajanje inflacije oziroma za zniževanje inflacije oziroma za potiskanje inflacije navzdol, s tem nekako ciljamo tudi na ohranjanje kupne moči posameznikov, tistih, ki delajo, tistih, ki so že v penziji, torej ki imajo pokojnine. In ko je inflacija previsoka, ljudje nekako najhitreje občutijo podražitve, ker jih občutijo ob vsakdanjem nakupovanju v trgovini. S tem se spreminjajo tudi ekonomske odločitve. Ne nazadnje, zaradi visoke inflacije lahko pride tudi do prerazporejanja premoženja. In nizka inflacija enostavno pomeni to, da so vse odločitve v gospodarstvu bistveno lažje in ni nekih stranskih učinkov dvigovanja cen. In to je zelo pomembno. In tretji učinek, pa lahko rečem, da je nek učinek v celotnem gospodarstvu, da ko je denarna politika spodbujevalna, to pomeni, da so obrestne mere nizke, s tem lahko spodbujamo podjetja, da več investirajo, s tem tudi dvigujemo zaposlenost. Ko je denarna politika bolj restriktivna in restriktivna je z nekim namenom, da potisnemo inflacijo navzdol, če je previsoka, v tem primeru delujemo ohlajevalno za gospodarstvo. Zaposlenost se lahko znižuje, ker se znižujejo tudi investicije, podjetja so manj pripravljena proizvajati, tudi investirati in tako naprej, ampak vse to ima cilj. Cilj približevanja inflaciji in te inflacijske negotovosti na neko sprejemljivo, oziroma ravnopravšno višino, približno okrog 2%.
Pa se dotaknemo naslednjega področja, ki poteka v okviru mandata Banke Slovenije, to je nadzor bančnega sistema. Lahko rečemo, da v bistvu tudi tu niste imeli miru, ne? In tudi tu vas je na mizi počakala odločitev poslovnih bank oziroma vprašanje odločitev poslovnih bank o ukinjanju poslovalnic in bankomatov na ruralnih območjih. Kako vi gledate na to? Zato je nedvomno velik problem, ki pa ni od včeraj. Struktura bančnega sistema se je v Sloveniji v zadnjih 35 letih od osamosvojitve dalje razvijala, se je tudi zelo spreminjala. Ne nazadnje se spreminja tudi način poslovanja ljudi in tudi bank. Vedno bolj se obračamo na digitalne kanale poslovanja, k temu so se banke tudi prilagodile. Vendar pa obstajajo določene skupine ljudi, posameznikov, ki ne želi, ne zna ali pa enostavno ne more digitalno poslovati. In te skupine so ob zapiranju poslovalnic, pa ne samo tega, tudi širša zgodba je, ne? Zapirajo se tudi pošte, bencinske črpalke in tako naprej. In te skupine ljudi so prizadete. In osebno in tudi kot guverner na nesorazmerno pretirano zapiranje bančnih poslovalnic gledam z nelagodjem, neodobravanjem. Čeprav po eni strani razumem bančno okolje, ki želi poslovati racionalno, se prilagaja na nove potrebe strank po digitalni preobrazbi in po digitalnem poslovanju, pa vendarle, kot rečeno, določene skupine komitentov enostavno ne more digitalno poslovati in pravijo, da se tudi njim omogoči normalno bančno poslovanje. Ampak ali lahko kot guverner ali pa kot Banka Slovenije nekaj na tem področju ukrepate? Zdaj, trenutno so naše možnosti relativno omejene. Imamo določene nadzorniške opcije ukrepanja, predvsem pa moralno prepričevanje bank naj vendarle prisluhnejo različnim skupinam svojih strank. Imamo pa v tem trenutku tudi srečo po eni strani, ker je Državni zbor ravno pred novim letom sprejel odločitev glede obvezne uporabe gotovine, tako imenovan vpis gotovine v ustavo. Temu vpisu sledi izvedbeni zakon. Zakon predlaga oziroma pripravlja Ministrstvo za finance, vendar je bila Banka Slovenije izjemno močno vpeta v to in s tem zakonom bi lahko rešili veliko večino teh težav, o katerim so se pogovarjala. V bistvu situacija ni tako brezupna, se pravi, potrošniki lahko pričakujejo. Kaj lahko potrošniki pričakujejo prihodnje? Zdaj, če bo zakon sprejet v predlagani obliki ali podobni obliki, bo med drugim predpisoval tudi večjo gostoto bančnih poslovalnic in bankomatov po različnih območjih Slovenije. Predpisoval bo neko maksimalno dovoljeno oddaljenost in tako naprej. Skratka, zagotavljal bo, in to je bil naš cilj tudi, neko dostopnost do osnovnih bančnih storitev, za kar sem se nenazadnje zavzemal že v času postopka za imenovanje guvernerja. Hkrati, in to je tudi pomembno, pa bo Banka Slovenije dobila tudi zakonski mandat za ukrepanje, vkolikor se bančni sistem ne bo prilagodil oziroma upošteval teh zakonskih zahtev. Zagotovo se pa v neki točki, bom rekel, strinjava, ne, da na koncu je najbolj pomembno to, da je bančni sistem stabilen pa varen. Kaj to v praksi pomeni za potrošnika, kreditojemalca, varčevalca ali pa, ne vem, podjetnika? Varnost lahko imenujemo tudi z drugim izrazom, to je zaupanje. In zaupanje je v bančnem sistemu ključno. Brez zaupanja ni sodobnega bančnega sistema, ni denarja, ni ničesar. To smo tekom zgodovine videli že mnogokrat. Jaz sem še tista generacija, ki je živela v Jugoslaviji v 80 letih, ko dejansko nismo imeli zaupanja v lasten denar in smo videli, kakšne so posledice. Ključno je torej zaupanje. Zaupanje pa je večplastno. Naprimer, zaupanje v to, da so naše vloge varne, torej vloge pri bankah, da jih bomo lahko uporabili, ko bo to potrebno, da bomo z denarjem v banki ali pa tudi z gotovino lahko plačevali, lahko kupovali stvari, ki si jih želimo, ki jih potrebujemo, da bomo privarčevana sredstva lahko porabili za izlete, za potovanja, za življenje po našem aktivnem obdobju, torej v pokoju, in da bodo podjetja lahko kupila
tisto, kar morajo kupiti za svoje poslovanje, torej da bodo lahko investirali in podobno. Drugič, zaupanje, da nam bodo banke stale ob strani, ko bomo banke potrebovali, da nam bodo nudile storitve, ki jih mi potrebujemo, in da bodo razumele naše potrebe, torej tisto, kar mi od bank pričakujemo. In zaupanje, da bodo banke upravljale svoje poslanstvo, ki ni zgolj samo to, da banke ustvarjajo dobiček, čeprav je tudi to pomembno. Daleč od tega, banke so bistveno pomembnejše inštitucije in imajo zelo pomembno družbeno-ekonomsko vlogo. Ne glede na to, kar sem zdaj povedal, lahko ugotavljamo, da zaupanje v slovenski bančni sistem obstaja. V Sloveniji imamo posamezniki v bankah in tudi podjetja izjemno veliko premoženje. Mi z nadzorom skrbimo, da so banke varne. Tega premoženja je, kot rečeno, veliko, banke pa so varne in to kažejo naši podatki. Banke so kapitalizirane, imajo dobro likvidnost, tveganja so obvladljiva, banke upravljajo ta tveganja, tako da z tega stališča je nekako zaupanje upravičeno. Je pa tudi tako, da se zaupanje lahko zelo hitro izgubi. In v tem pogledu so mi zanimive tudi neobanke, ne? Veliko Slovencev je v tej debati jih uporablja, govorimo o bankah, ki nimajo bančnih poslovalnic, ki poslujejo samo digitalno in kjer račun odpreš preko njihove mobilne aplikacije. Ali so v bistvu te tudi vključene v te analize oziroma ali spremljate tudi to področje? Zdaj to področje spremljamo, kolikor nam to dopuščajo razpoložljivi podatki. V Sloveniji nobena banka nima svojega sedeža, čeprav te banke, neobanke, v Sloveniji tudi delujejo. Tako da pri teh naših analizah in tudi nadzoru se naslanjamo na skupni evropski nadzor. Banka Slovenije deluje v okviru enotnega mehanizma nadzora, v okviru Evropske centralne banke, tam imamo svoje predstavnike, svoje kolege, ki banke nadzirajo in nadziramo tudi neobanke, ne sicer Banka Slovenije neposredno, ampak posredno preko delovanja v okviru Evropske centralne banke. In vse neobanke, ki delujejo na področju Evrope, so nadzorovane strani ECB-ja. Tako da tudi te banke izpolnjujejo vse zakonske obveze, kar se tiče pogojev za opravljanje svojih storitev. Podrobnejših podatkov o tem, koliko je dejanski pomen neobank v Sloveniji, pa žal pravzaprav res nimamo. To je v bistvu ta prehod na to digitalno. Na ta način lahko prijajo tudi naslednje za potrošnika pomembne, ko bi rekel, pomembne teme, to je kibernetsko tveganje. Ne? V zadnjem času je veliko izzivov na tem področju. Zdaj pa jaz vidim na dveh nivojih, pa razdeljivo vsakega posebej. En vidik je odpornost bančnega sistema na kibernetske napade. Začniva s tem, kako odporne so slovenske banke na kibernetska tveganja. V Banki Slovenije podrobno spremljamo vse vrste tveganj, ki pretijo bančnemu sistemu. To tudi redno objavljamo v poročilih o finančni stabilnosti. In kar se je izkazalo v zadnjih letih je to, da so pomembna tveganja, ki pretijo bančnemu sistemu, tista, ki izhajajo iz zunanjega okolja. Torej niso tista inherentna, običajna tveganja za bančni sistem. Torej ključno tveganje v Sloveniji trenutno niso na primer kreditna tveganja. Smo pa ugotovili, da so najpomembnejša tveganja ali pa trenutno tista, ki so najbolj izpostavljena za slovenski bančni sistem, dejansko kibernetska tveganja, še posebej od ruskega napada na Ukrajino. Hkrati pa ugotavljamo na podlagi različnih analiz tudi to, da so slovenske banke zelo dobro pripravljene na kibernetske izzive, na kibernetska tveganja. Torej napadov je veliko, dejanskega učinka oziroma dejanskih izplenov iz teh napadov pa praktično ni. Potem pa drugi vidik, ki ga jaz vidim, je pa potem spletna varnost v bistvu potrošnikov, ne, kjer so potrošniki tarča kibernetskih napadov ali pa prevarantov. Kaj pa opažate na tem področju? Zdaj, če lahko za bančni sistem ugotavljamo, da banke zelo dobro obvladujejo kibernetska tveganja, pa po drugi strani žal ne moramo ugotoviti, da vsi posamezniki zelo dobro obvladujejo vse nevarnosti digitalnega poslovanja. Lahko rečem, da na splošno vsi ljudje niso odporni
na nevarnosti oziroma napadalce, ki jim vsak dan pretijo. Prevaranti so vedno bolj sofisticirani, vedno nove kanale in načine prevar iščejo in kljub vsem naporom različnih inštitucij, ki se v Sloveniji ukvarjamo z finančnim opismenjevanjem, z sporočanjem ljudem, kje morajo biti previdni, kakšne nevarnosti pretijo in tako naprej, ugotavljamo, da je prevar kar nekaj. Večini nevarnosti bi se ljudje lahko izognili že z previdnim, primernim ravnanjem, predvsem s previdnostjo in upoštevanjem navodil. Zato je toliko pomembnejše, da smo tudi v digitalni dobi digitalno izobraženi, tudi na področju finančnih storitev. Skozi pogovor vse ugotavljava, kako se svet spreminja. In ena od teh, recimo, razvojnih točk, ki se napoveduje in kjer bi lahko rekli, da smo kot centralna banka aktivni, tudi znotraj ECB-ja, sam po sebi je digitalni evro. Jaz bom na kratko povzel, kje trenutno smo, pa me boste vi dopolnili, če sem karkoli pozabil, ampak projekt teče dalje, znotraj ECB-ja poteka razvoj, ob morebitni potencialni izdaji, ampak tu čakamo pa zakonodajo na evropskem nivoju, ki je v Evropskem parlamentu. Če bo zakonodaja sprejeta, lahko digitalni evro pričakujemo 2029. Vedno, ko razlagam to prijateljem, mi rečejo, kakšna pa sploh je prednost digitalnega evra. Da pa jaz predajam žogco naprej. Kakšna je prednost digitalnega evra? Zdaj, kar se tiče postopkov, je bilo pravzaprav vse povedano. Trenutno smo na tehnični ravni precej že pripravljeni, čakamo torej na politično odločitev in ko bo ta sprejeta, bo potem v nekem doglednem času lahko digitalni evro zaživel. Zdaj, danes imamo gotovino, s katero plačujemo kot fizičen denar, imamo pa tudi denar poslovnih bank. In že prej smo nakazali, da ljudje vedno bolj želijo digitalno poslovati. Tako da danes večina transakcij, vsaj v Sloveniji, ali pa pomemben delež poteka preko digitalnih kanalov, torej preko digitalnih bank, spletnih bank z uporabo plačilnih kartic, plačujemo lahko tudi s telefoni in tako naprej. Digitalni evro bo nekakšna digitalna gotovina, torej centralno-bančni denar, ki ima zaupanje sam po sebi, z vsemi lastnostmi centralno-bančnega denarja. Lahko se kasneje tudi dotakneva več. Samo da bo v digitalni obliki. Kar je pomembno je to, in tudi to je bil eden izmed pomembnih razlogov, da smo se lotili projekta Digitalni evro, je naša oziroma evropska odvisnost od tujih plačilnih shem. Vse tiste plačilne kartice, ki sem jih omenil, so plačilne sheme, ki nimajo sedeža kot takšnega v Evropi, ampak drugje. Imamo Vizo, Mastercard 102, najpomembnejši plačilni kartici. In tako nismo popolnoma avtonomni. Zunanji dejavnik pravzaprav lahko čez noč ogrozi uporabo teh plačilnih načinov in potem imamo težave. Digitalni evro bo tako avtonomijo Evrope na tem digitalnem področju dvignil na višji nivo, hkrati bo naslovil potrebe ljudi po digitalnem poslovanju in to tudi, če internet ne bo deloval. In to je nekaj, kar je zelo pomembno. Pa se vrnemo v obdobje, ko je internet bil še mičkeno drugače razvit kot danes, v letu 2002. Takrat smo prvič dobili skupno valuto. Bilo je neko navdušenje, lahko si z enako valuto plačal v Italiji, Nemčiji, Franciji. Zdaj, niti ne 30 let kasneje, pa dobivamo digitalno verzijo tega. Mene ta razvoj kar tako malo impresionira, koliko hitro gre to. A vas tudi? Izjemno. Moram reči, da sem izjemno impresioniran nad razvojem. Najprej sem bil seveda izjemno vesel leta 2002, ko je Evropa dobila evro, še bolj, ko je Slovenija vstopila. Danes pa z navdušenjem čakam tudi digitalni evro. S tem se dejansko približujemo potrebam ljudi, ki želijo, kot sem omenil, digitalno plačevati in s tem želimo doseči, da bo to digitalno plačevanje možno povsod po Evropi, predvsem pa bo varno. Tako da hkrati pa moram poudariti, tudi Evropa bo vedno zagotavljala še plačevanje z gotovino zaradi
okoliščin, za katere vemo, da določeni ljudje še vedno želijo plačevati. Jaz bom nedvomno z veseljem poskusil tudi uporabo digitalnega evra. Če smo že pri letu 2029, pa pogledamo prihodnost, kateri izzivi bojo po vašem mnenju najbolj zaznamovali naslednja leta v okviru tem, ki jih pokrivamo centralne banke? To je pa izjemno težko vprašanje v tem spremenjajočem se svetu, ko je vsak dan kaj novega. Trenutno smo v situaciji, ko je polno nekih geopolitičnih napetosti, ekonomskih izzivov je precej in tako je napovedovanje za 3 leta vnaprej izjemno težko, tudi z tega stališča. Vendar je nekaj jasno, še vedno bodo izzivi centralnih bank podobni, naš mandat bo še vedno enak, to bo zagotavljanje cenovne in finančne stabilnosti. Bo pa zapleteno, nedvomno. Že sama digitalizacija, uporaba inštrumentov, kot so stabilni kovanci, nove tehnologije, blockchain in podobno, tudi otežuje naše delo. Če pa že ne otežuje, pa predvsej postaje naše delo bistveno bolj kompleksno. Moram reči, da je delovanje centralnih bank danes bistveno težje od delovanja centralnih bank v tistih časih, ko je še deloval zlati standard, ko je bil denar enostavno vezan na količino zlata. Ampak tega ni več že davno, tako da se moramo prilagajati. Bi pa na tem mestu izpostavil tudi problem oziroma dejavnik finančnega opismenjevanja, delno smo se ga že dotaknili. Torej ni pomembno samo to, da smo centralni bankiri izobraženi, pa da so bankiri kot takšni izobraženi. Pomembno je, da se temu novemu svetu, novi realnosti prilagajajo tudi posamezniki. In tukaj mi tudi kot centralne banke dobivamo vedno pomembnejšo vlogo sami po sebi, da ljudi, da posameznike, da gospodarstvo izobrazimo, kaj so vse nevarnosti, prednosti, slabosti tudi digitalnega sveta. V okviru tega poteka tudi ta podcast, da smo tudi se tega dotaknila. Kako pa vidite vlogo Banke Slovenije v prihodnem okolju? Kaj bo drugače, kot je danes? Banka Slovenije, tako kot vse ostale centralne banke, se bo morala prilagajati novim okoliščinam. Prilagoditi se bomo morali, in to se že dogaja, s kompetencami in znanjem naših sodelavcev. Prilagoditi se bomo morali z orodji, inštrumenti, s tehnologijami, ki jih uporabljamo. Predvsem pa se bomo lahko, in to je dejstvo, vedno manj in manj zanašali samo na svoje lastno znanje in izkušnje, ampak bo še toliko bolj pomembno mednarodno sodelovanje. In v tem okviru sem izjemno vesel, da se je Slovenija toliko let nazaj odločila za vstop v Evropsko monetarno unijo, da smo zelo hitro v letu 2007 prevzeli evro, da smo del te širše družine, ker bistveno lažje je te izzive nasloviti, če si del neke širše skupnosti. Zdi se mi, da sva povzela ključne točke, jih vsaj odprla in mislim, da lahko povzamem v najin pogovor, da je stanje v gospodarstvu in v bančnem sistemu stabilno, kljub negotovostim, ki ostajajo, kljub tem pa imamo pred sabo izzive, med drugim digitalni evro in finančno opismenjevanje. Najlepša vam hvala za ta pogovor. Hvala lepa. Vsako od teh tem, s katero sva danes govorila o guvernerjem, bomo podrobneje predstavili v prihodnjih epizodah podcasta Centralni pogled. Dodali bomo tudi kakšno, ki danes ni bila omenjena. Včasih bomo bolj analitični, drugič bolj praktični, zahtevnost označujemo zvezdicam, da lahko izberete pravi nivo zase. Hvala vam, da ste nam prisluhnili. Preden pa popolnoma ugasnete, povejmo še, da si želimo tudi vašega sodelovanja. Zanima nas, katero vprašanje in katere teme so vam pomembne. Pišite nam na pr@bsi.si. Veseli bomo vsakega odziva. Spremljate nas tudi na spletnih straneh Banke Slovenije, na naših družbenih omrežjih ali na vaši najljubši platformi za podcaste, kjer nam lahko daste tudi kakšno oceno. Do prihodnjič. Poslušate Centralni pogled, podcast Banke Slovenije.